razvile v Nemčiji, v Avstriji, v Južnem Tirolskem, pa tudi v Sloveniji, torej tam, kjer so Alpe. Zdaj bomo zdaj zaigrali eno tako lušno Salt und Fein, polko in mazurko avstrijskega skladatelja. Zatem vas bomo pa popeljali na čudovite Alpe, na vrhove, pa hribove sosednje Avstrije. No, in ker bomo v hribih, je prav, da bomo zdaj tudi zapeli in zaigrali čudovito, tisto vsem znano iz filma Moje pesmi, moje sanje, Edelweiss. Potem pa bomo iz Avstrije skočili na jug Evrope in sicer, morda je že kdo tam bil, z dnevi letos jeseni odhajamo tja, to je Grčija. Mogoče ste že kjer bili, mi dve ne, se zelo veselimo, obiskali bomo Atene za en tak lep družinski praznik v naši ožji družini, podrobnosti ne bomo povedali, ne? In bomo zaigrali grško tradicionalno Hellas. Hellas, tako Grki imenujejo svojo državo Grčijo, no zatem pa morda je to gledal film Zorba the Greek, torej Grk Zorba, tisto znamenito melodijo. Bomo poskusili se potruditi zelo fejst, da bomo osvojili tiste tem, tako kar je v originalu. Grčija je mogoče pa tudi znana po dobri kulinariki, tisti, ki imamo radi kulinariko, pa mislim, da skoraj da ni človeka tudi, ki pa naj bi gledal tisti slušten film My Big Greek Family, ali pa že Moja vina grška poroka. Tako da, ko mečkam lahko zaprete učke, pa mečkam postopate po avstrijskih Alpah ali tudi po grških plažah ali pa Atenah.
da jo igraš od začetka do konca. Zdaj pa od juga, iz Grčije, Mediterana, potujemo na sever, proti Jadranu, proti našim južnim sosedom, Hrvatom, in zapeli bova in zaigrali ene tri dalmatinske, zagotovo jih poznate,
Britvari in avtorska skladba Oliverja, žal preminulega, Rakojeviča, Vjero in ljubav. In lepo vabim, da tudi zraven zapojete. Vem, da so med nami tudi pevci, tako da vabim.
Naslednja skladba je skladba avstrijskega skladatelja, pedagoga, nam zelo znanega Slovenca, kajte veliko krat je bil v Sloveniji. In nazadnje, Harald Oberlechner iz sosednje Avstrije, nazadnje je bil letos januarja v naši sredini, na glasbeni šoli Nazarje. In kar veliko število otrok je bilo željnih njegovega znanja, tako da je v 3 dneh nam uspel zelo izjemen in čudovit mojstrski tečaj. In na tak način sem imela 3 dni priložnost preživeti z njemu. Tudi zelo dobro sem zvadila svoj nemški jezik, da nekoliko ponovila. Mogoče pa samo eno kratko zadje Little Tune for Mommy, naslednje skladbice. Z njimi smo že kar nekaj let izvajali. Harald je to napisal za citra solo, zdaj smo pa priredile za dvoje citer. Dolgo smo igrali, pa sploh nisem vedela, kako je vzadje. Pa mogoče tako mečkam žalostno, pa krati pa tudi lepo. In sicer je to skladbico napisal v smrti svoje mame. V 2 dneh, ko se je pripravila na slovo, na pogreb, se usedel za citre in nastala je res izjemna melodija Little Tune for Mommy. Kaj je lahko žalost, redko kaj zvabi ven. Potem pa gremo zdaj tudi malo na slovensko področje bogate zakladnice naših pesmi. Je čas poletja, tako da vas bomo malo popeljali na morje. Na morju srečamo velikokrat iskrive pa tople oči, ali pa tudi prijazne ljudi, ki nam velikokrat kaj pomagajo, ali pa nam samo namenijo kakšen lep nasmeh. Potem pa se bomo dotaknile še naše domovine Slovenije. 35 let je bilo letos, kaj smo praznovali. Eni smo se nedolgo nazaj pospeli na Triglav v izjemni družbi. Lepo je bilo in res lepo je svet. Ta naš očak pravi, da če greš na Triglav je praznik. Za mene je bil po 16 letih. In kot je že Lili prej rekla, kar nekaj vas je tudi mladine tukaj, tako da zdaj bo malo glasbe priložnost za mlade, tako da kar pogumno zapojte zraven. Predvsem apeliram na moje očajnice, ki jih vidim v publiki.
počasnými koraki, pa vse zaman. Morje ti vseliš, pa mi ne poveš, kaj naj naredim, zakaj zvečer ne spim. Morje daj povej, kako naj pridem znova k njej, povej. Morje bodi brat, pa ji ti povej, da imam jo rad. Morje bodi brat, pa ji ti povej, da imam jo rad. Redki ljudje so še takšni kot ti, vsem se neskončno mudi. Ti me poslušaš v tišini, začuti stvari, ki srce govori. Če to naključju se nama zgodi, da med nama se razdeli. Če mene ni pozame, vem, da na to sigurno pozame leti.
bi se z njimi želeli zahvaliti festivalu Velenje, predvsem za to, da sta taka lepa gonilna sila in že 38 let neprekinjeno tudi za čas COVID-a, tukaj je včeraj omenil gospod Matjaž, ko smo bili prvi večer skupaj, ustrajate s tem festivalom Prešmetane citre. Menda smo leto dni starejši, kakor Pikin festival. Tako da, festival Velenje iskrena hvala, pa hvala tudi tebi, Matjaž, da te ne vidim, ne vem, nekje si, tisti ja, rdeči čeveljci, sam se te ne vidi. Matjaž, hvala tebi, nekaj let se zdaj že poznamo, res vedno si tako pozitivno naravnan, širiš to veselje na obrazu tudi med nas. Hvala ti za vse, za tvojo prizadevnost, za to, da smo bili sneli lahko del 38. izvedbe Prešmetnega festivala. Na tem mestu se tudi iskreno zahvaljujem tule gospodu na moji desni, v črni kapi in dolgih bradi, to je gospod Davorin Dago. Majster pač nili grama na akustične citre, veste, vse se srečamo z ozvočenjem, ampak tole danes je bil kar veliki izziv. Včeraj je Matjaž rekel, vse ne bo vetra, nič ne bo treba, nič. In v bistvu imamo kljukice, tako da zato je mogoče kako minuto del trajalo vmes, ker vsake dolg časa, jaz vem, da je vam dobro, ampak nam na odru pa ni tako dobro, ko pride veter, ker lahko vse odnese. Teda hvala Davorin tudi za vse napotke, kako se obnašati za mikrofonom, ni lahko peta, še posebej, če moraš pa 35 strun obirati z obema rokama. Tako da hvala, na vse zadnje pa hvala vsem vam, ki ste se odzvali po vabilu. Smo se zelo potrudili, pač kar nekaj SMS-ov pa mailov poslali, tako da zdaj, kar vidim po publiki, smo zelo vesele, ker je z nami naša ožja, pa širša žlahta, pa tamle moje prelesne sosede, ker cela vrsta jih je, gospe, tako, pa potem tule vidim čebelarski zbor, pa potem vidim tamle očitno Petra, pa naše starše, pa potem vidim tudi člane mešanega pevskega zbora Ljubno, kjer ga vodim, pa domače župljane, pa videla sem tudi župljane iz Polzele, pa ne smem pozabiti, vesela sem, tudi za čas počitnic kar nekaj učencev. Tisti, ki ste zdaj trenutno najni učenci, pa tisti, ki so bodoči učenci, vidim nekatere, ker bojo septembra postali citrari. Pa seveda vsem ostalim vam, ker mogoče smo še zdaj srečali, pa se čisto nisem zapomnila. Tako, upamo, da vam je bilo všeč. Zdaj, nazadnje smo tukaj igrali leta 2016, takrat sem jaz diplomirala, po 10 letih smo vsi prišli na to, da Matjaž čez 10 let. A ne? Tamle so tudi Grižani, Zlati citrari, pa moji dve učenki, starejši gospe iz Solčave, pa iz Nazari. No, pa zelo vesela na ljudi, ki sem jih spoznala 2 tedna nazaj, ko smo prvič šli na Triglav. In tudi vidim, da naš gospod Župnik je pa tudi tukaj. Tako da se je odrekel Sveti Maši in prišel k nam, ne, gospod Janez? Tako. Evo, za konec pa ena v stilu Johana Straussa. Georg Freundorfer je napisal skladbo An der schönen grünen Isar, torej na lepi zeleni Isar. Isar je reka, ki teče čez München, bavarsko mesto, mi smo tam študirali, danes so tam tani surfari po tistih brzicah in tole je napisal Georg Freundorfer, izjemen citrarski pedagog, ki je to osla citrah, tako da prepustite se Isarju, pa še enkrat iskrena hvala in varno pot domov, pa naj bo prijeten preostanek avgusta in dober štart v novo šolsko leto.
Sicer sva rekla, da bi eno skupaj zapela, ampak bi mogoče pa tudi sam en dodatek, no, ampak danes v 12. uri smo se poslovili od legendarne slovenske igralke Milene Zupančič, igrala je Meto v filmu Cvetje v jeseni. Že včeraj, na včerajšnjem večeru, so se Belokranjci poslovili svojo priredbo, mi bomo pa tudi za nedeli poslovili, namenili najno priredbo, njej poklon in za vse, kar je naredila za gledališko umetnost v naši Sloveniji.